Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem Q&A-ju. Danes je tema meso. Vprašanje oziroma pismo gledalke je: samo osebno mesa ne jem že okoli 20 let in po ajku razlagah sem začela razmišljati v duhu, da mesa ne jem, da se izognem intenzivnejšemu občutenju telesa ter čustev in s tem nastanku močne agresivne energije, ki bi jo potem mogla izraziti v okolje, ki na to ni pripravljeno. In sedaj razumem, da mesa nisem jedla, ker tudi jaz na to nisem bila pripravljena. Ob tem, ko višam čustveno zrelost, sem občutila pripravljenost na sprejemanje bolj močnih občutkov iz telesa in za prevzemanje odgovornosti do več izražanja. V zadnjem mesecu meso uvajam postopno 1 do 2 tedensko, zmerno in počasi v svoj jedilnik. Za mano sta že 2 poskusa in v tistih dneh, ko sem jedla meso, sem občutila močno razliko v intenzivnejšem zaznavanju čustvenega dogajanja v meni. Do te mere, da ponoči sploh nisem mogla spati in to me vabi v to, da predelujem močnejša čustvena stanja in sem poklicana, da močan bes, ki prihaja iz mene, bolj odkrito izrazim v okolje. To je premočna energija, da bi jo potlačila v sebi. Delam na tem, da prvotno skozi občutenje ob analizi razumem, kaj se v meni dogaja. Na to presodim, ali je realno glede na kontekst, ki ga živim. To čustvo, ki ga v sebi občutim, da ga na to skozi dojemanje čim bolj pravilno izrazim v okolje, tistemu, komur je čustveno v meni izzval. Previdno, postopno in pozorno, kdaj je intenzivno čustvo moja projekcija, ki nima trenutnega realnega vzvoda iz okolja, in kdaj je pritisk, ki ga občutim, močno vezan na pritisk, ki ga druga oseba podzavestno ali namensko usmerja vame. Naprej se vam zahvaljujem za odgovor, ki mi bo pomagal in me podprl pri boljšem razumevanju mojega trenutnega procesa. Opis kaže na dober vpogled v ta proces, ki ga seveda uvajanje mesa ali pa tudi odvzemanje mesa pomeni ali pa za sabo potegne. In točno tukaj lahko ajko metoda ponudi globlje razumevanje, da bolj razumemo, zakaj do tega pride. 20 let brez mesa ni samo prehranska odločitev, ampak je tudi predvsem obrambna strategija in pogosto instinktivna odločitev telesa, kako omejiti dostop do občutkov, ki so bili takrat premočni, preintenzivni ali pa preveč neurejeni, da bi jih lahko nosili ali izrazili. Na ta način ste zaščitili sebe in tudi okolje pred energijo, ki je bila za vas ali pa za druge premočna, da bi jo lahko obvladali ali jo pa primerno izrazili. In ko se čustvena zrelost povečuje, kar je namen tudi ajku programa, na katerega vidim, da ste bila udeležena večkrat, se telo začne odpirati, zaradi tega, ker v bistvu ni več potrebe po kronični blokadi količine energije, ki jo dosegamo s samo prehrano. In v bistvu se začne pojavljati več prostora za to energijo, ki je bila prej potisnjena pod kronično zakrčenost, in takrat pride trenutek, ko telo v narekovajih reče: zdaj pa zmorem. In potem seveda se tudi spremeni preferenca, kaj bi jedli oziroma kaj vam paše, in pogosto je tukaj na meniju, bi lahko rekli, potem meso, oziroma govorimo tukaj o živalskih izdelkih živalskega izvora, ne nujno samo meso, so tudi seveda jajca, maslo in podobno. In kaj je v bistvu je tukaj to, da je hrana energija in v najbolj osnovnem smislu je hrana tok energije, ki ga samo v drugi obliki, ki jo sonce pošilja na zemljo, ne. In življenje se je razvilo tako, da je moralo se naučiti in zna to energijo ujeti in jo shraniti, pri čemer vsaj začasno prelisiči drugi zakon termodinamike, ki pa pravi, da se v zaprtem sistemu energija vedno giblje proti večji razpršitvi in večji entropiji. Vse razpada, se ohlaja, se razblini, razen če energijo ujamemo in jo začasno uredimo na dovolj primeren način, da lahko uporabimo na drugačen način, ne samo, da jo razpršimo tako v obliki toplote ali pa bi rekli mogoče tudi izgube. In rastline to naredijo s fotosintezo, sončno svetlobo ujamejo, jo shranijo v sladkorje. Rastlinojede živali to naredijo tako, da jedo rastline, ki pa jih običajno same ne znajo prebaviti, ampak imajo zato
razvite prebavne sisteme, kjer v simbiozi z bakterijami, ki so v teh sistemih celulozo pretvarjajo v maščobe in beljakovine. Mesojedci so šli pa seveda še korak naprej, ker so ustvarjeni skozi evolucijo za neposredno razgradnjo živalskih beljakovin in maščob. Temu primerno imajo krajše črevesje, bolj kisel želodec ali pa bolj nizek pH v želodcu in seveda tudi hitrejše prebavne mehanizme, ker dejansko delujejo skozi z višjo hitrostjo, so tudi močnejši in imajo drugačen živčen sistem. Še posebej, ker so predatorji, torej morajo uloviti rastlinojede ali pa pač druge živali. Človek je pa tukaj nekje vmes, je v bistvu vsejedec in to ni samo teoretična trditev, ampak je dejansko biološko dejstvo. Kot veste, se AEK ukvarja konstantno z povezavo med strukturo in med funkcijo. In če pogledamo strukturo človekove prebave, je človeški želodec ima nizek pH, enak ali pa podoben mesojedcem, kar pomeni, da je pripravljen za razgradnjo mesa. Črevesje je po dolžini nekje na sredini med mesojedci in rastlinojedci. Naš encimski sistem zna razgraditi tako rastlinsko kot živalsko hrano, seveda ne vso, ampak dosti nje pa. In če gledamo strukturo telesa, je telo torej pripravljeno tudi na meso. In ključno vprašanje je potem, če pogledamo to iz vidika strukture pa funkcije, ni več, ali smem jesti meso, ampak ali sem dovolj zrel, da lahko nosim, kar v meni sproži, če pojem meso ali pa kak drug izdelek živalske oblike. Ker meso seveda ni samo gorivo, ampak je visoko koncentrirana oblika gorive, ki pa prinese dostop do močnejših čustev in do občutkov, ki so bili dolgo blokirani. Vsi vemo, da če smo dolgo lačni, v bistvu izgubimo sposobnost čutenja, izgubimo občutke, postanemo otopeli. Verjetno se vsi spomnite one reklame za Snickers pred leti, da ko si lačen, si čisto drugačen, ne? In tudi vi ste v svojem primeru zelo dobro opazili, da ste že po 2 uvajanjih mesa v svojo prehrano čutili močnejše zaznavanje notranjega dogajanja, celo nespečnost, dvig besa. In to je v bistvu pričakovano. V tem praviku rečemo alergija na sproščanje, na spreminjanje notranjega stanja. In telo, ko ima več energije, seveda tudi sprošča vse tiste vsebine, ki so bile prej zaklenjene, ker zanje prej ni bilo prostora, ampak zato je pa ključno imeti višjo čustveno zrelost, da lahko to prenesemo. In zdaj tega prostora več in se pojavijo občutki, ki jih prej ni bilo ali pa jih niste znali ali zmogli začutiti in izraziti, ker pa skozi uporabo AEK-ja ta proces vodite zavestno in vedno manj regulirate ali pa reagirate impulzivno, se ustavite, preverjate in se sprašujete, ali je to zdaj, ali je iz preteklosti, je to moje, ali je to odziv na nekoga drugega, je to čisto nekaj drugega in to je v bistvu čustvene zrelosti in to je tudi samo bistvo AEK pristopa. Ker ne gre za to, da izrazimo vse, kar čutimo, gre za to, da se pa naučimo, kako, kdaj in komu nekaj povemo, nekaj izrazimo ali pa tudi ne, ker del čustvenega izražanja čustev je seveda tudi ta, da ne izrazimo vsa čustva vsakemu ob vsaki priložnosti, ampak da s kombiniranjem čustvene zrelosti in čustvene inteligence, občutkov, izkušenj, najdemo najbolj učinkovit način uporabe čustev, se pravi, tukaj pravi, ko imenujemo čustvena učinkovitost. In vaša odločitev, da meso postopoma uvajate in to delate z občutkom in tudi spoštovanjem, tako do telesa kot do podzavesti, je v bistvu zelo pomembna, ne samo za prebavni sistem, ampak seveda potem tudi za živčen sistem, ker vsaka plast energije potrebuje čas, da se integrira in brez prenasičenja, brez izgube kontrole ne gre oziroma ne da se izogniti prenasičenju in izgubi kontrole, če v bistvu ne spoštujemo osnovnih fizikalnih zakonitosti, po katerih telo deluje. In na tak način, če pa jih, tako kot v vašem primeru, se pa ne gradi le več telesne moči, ampak tudi višja notranja moč in to je moč, ki se
ki nam omogoča, da ko pride naval čustev, ki je ob takšni prehrani seveda še močnejši, kot če ne jemo živalskih izdelkov, da se ne izgubimo, ampak ostanemo povezani s sabo in z realnim okoljem, se pravi ohranimo nadzor nad čustvi. In to pol preneha biti vprašanje prehrane, ampak gre se za to, kdo ste vi postali in kako to moč, ki se dviga, uporabljate ali zavestno ali podzavestno, ali v bistvu jo uporabljate tako, da imate višjo čustveno učinkovitost, kar pomeni, da s to energijo več problemov uredite, kot pa naredite, ali pa zaradi neprimernega tempa, podcenjevanja podzavesti, precenjevanja moči ega in zavesti, sami sebe spravite v past in se potem vedete čustveno podobno nezrelo kot kdo od vaših prednikov, pri katerem ste v bistvu lahko videli ali pa začutili od njega, kakšna je zloraba čustev, in potem seveda tudi sami morali naučiti se čustva še bolj močno kontrolirati, kot jih je kontroliral on, ali pa jih sploh ni znal kontrolirati, kar pa jasno za sabo potegne tudi en od načinov kontrole čustev, kronične kontrole prehrana. In na tak način se vam dviguje čustvena zrelost in uporaba čustev kot nekaj, kar vas vodi in vam pomaga živeti, ne pa, da vas ogroža. Tako da vam za primerno uporabo AEQ-ja za spremembo, ki bo seveda tudi dolgoročno pomembna in se bo dolgoročno pokazala kot en ključnih korakov pri odpravi težje kronične bolezni, izkazala v preteklosti. Toliko za danes in lep pozdrav.